Če v prihodu dače jogger na ceste, kdorkoli viha v nos ga danes najbrž ne več. Novinarji smo ta avto sprejeli zelo dobro in brez dvoma so ga tudi kupci. Seveda obstajajo bolj fancy alternative, ki imajo več opreme, pa boljše materiale, so bolj udobni med vožnjo. Ampak joggerju ob njegovi ceni niti blizu ne pride noben tekmec, ko treba zraven primerjati še prostornost, vsestransko uporabnost, večjo oddaljenost od tal in pač golo dejstvo, da je tole res prijeten avto, pa sploh ne. Cena vsekakor je eden od glavnih adutov, čeprav je jogger nasploh prav prijeten avtomobil. No, ampak kaj pa, če cena ni več tako zelo ugodna in avto malo bolj napreden, a je potem še zakon? Tole je zdaj čisto novi Dacia Jogger Hybrid, v bistvu prvi hibrid znamke Dacia. Pravzaprav se od navadnega ne razlikuje kaj dosti, še vedno dobro izgleda, sploh takšen z opremo Extreme, še vedno je 20 cm oddaljen od tal, pogon je še vedno samo na sprednji par koles in pa še vedno se sploh ne ustraši takih slabih podlag. V bistvu edina malenkost, po kateri se razlikuje, je tista nalepka z napisom Hybrid tamle zadaj. A ja, no, pa prtljažnik nima dvojnega dna, ker je tam skrita dodatna baterija, tako kot je pri različici na plin tam skrit dodaten rezervoar. Lahko nadaljujem kar znotraj, ker tudi manj piha. Še vedno pričakujte malce bolj robustno okolje, ki mogoče ne razvaja z najmodernejšimi materiali. Pravzaprav tole ni okolje, pri katerem boste naredili wow. Je pa vse skupaj dobro izdelano in bo najbrž zdržalo kakšnih 100 let. Ok, mogoče malo pretiravam, je pa vseeno vse skupaj res fajn izdelano. Tudi dolgočasno ni s pomočjo takšnih vložkov, kot je tale tkanina, tako da tole okolje je prijetno in moderno. Prostora je ogromno, v bistvu toliko kot v nehibridnem joggerju. Gremo se peljati, da vam razložim še, kako deluje pogon. Oznaka pravi Hybrid 140 in to je tudi število konjičkov, ki jih zmore sistem. 1,6 litrski bencinski motor jih prinese 90, pa še 50 elektromotor. Potem je v sklopu sistema še en manjši elektromotor, ki je dejansko nadomestek sklopke in povezuje delovanje v bistvu obeh motorjev. Baterija je majhna in ima 1,2 kure, kar za klasičen samopolnilni hibrid niti ni tako malo in seveda baše energijo zaviranja ali pa samo, ko zmanjšuje hitrost in se regenerirana energija shranjuje vanjo. V bistvu gre za enak pogonski sklop, kot ga ima Clio, Captur, Juke, pa še kakšen avto. Dacia pravi, da takšen jogger porabi 40% goriva manj od klasične bencinske alternative in da v mestnem okolju omogoča 80% vožnje samo na elektriko. Kot vedno, več o testu, ampak na tej enodnevni preizkušnji imam porabo 5,9 litra, kar mogoče ni toliko grozno manj, je pa manj. Tak hibridni sklop kar dobro že poznam, ker smo imeli z njim na testu že več različnih avtomobilov. Včasih je predolgo glasen in mi potem ni všeč, včasih pa preseneti in se potem dolgo vozim na elektriko. Če vedno to omenim pri ostalih avtih, ki ga imajo, moram tudi tukaj. Tehnika je v določeni meri izvira iz Formule 1. Evo, da boste lažje pohvalili vaš jogger. Ima tudi funkcijo bow oziroma brake, da potem motor še malo bolj regenerira energijo, ampak bi jo lahko še malo bolj močno. Bolj kompliciran pogon z več komponentami in seveda s samodejnim menjalnikom dvigne ceno, to je jasno. Koliko točno bo cena takšnega avta, ta trenutek še ne vem, verjetno kakšnih 5000 več od navadnih različic. Še vedno je cena precej privlačna, moj edini pomislek je, da ne vem, koliko kupcev si bo jogger umislilo tudi za toliko evrov, če pa alternative za 20 000 niso dosti manj zmogljive, predvsem pa cenovno dosti bolj ugodne. In jim realno kaj dosti ne manjka, motor na plin mi je všeč vsakič, ko se z njim zapeljem. Edino samodejnega menjalnika ni pri drugih različicah, tukaj pa. Zna biti odločilen faktor.